V Vatikanski dvorani Pavla VI. Pa so se danes s papežem Frančiškom srečali tudi oboleli za Huntingtonovo boleznijo. Spremljali so jih družinski člani ter tudi zdravniki, zdravstveno osebje in razna združenja za redke bolezni. Papež je izrazil veselje in hvaležnost, da so prišli v Vatikan, mnogi po zelo dolgem potovanju. Tudi bolezen je lahko priložnost za srečanje, podarjanje, solidarnost, je nadaljeval. In predvsem zaradi tega so bolniki, ki so srečevali Jezusa, ponovno zaživeli. Čutili so se slišani, spoštovani in ljubljeni. Nihče med vami naj se nikoli ne čuti samega, nihče naj se ne čuti kot breme, nihče naj ne čuti želje po begu. Ste dragoceni v Božjih očeh, dragoceni ste v očeh Cerkve, je papež povedal bolnikom. Zatem se je obrnil na družine. Kdor živi Huntingtonovo bolezen, ve, da nihče ne more zares premagati osamljenosti in obupanosti, če nima ob sebi oseb, ki samo odpovedovanjem in stanovitnostjo postanejo popotni tovariši. Vse to ste vi, očetje, matere, možje, žene, otroci, bratje in sestre, ki vsak dan na tih, a učinkovit način spremljajo na tej težki poti svoje družinske člane. Tudi za vas je pot včasih strma, jim je dejal in jih opogumil, naj se nikoli ne čutijo sami, naj ne podležejo občutku sramu in krivde. Družina je privilegirani prostor življenja in dostojanstva. Njeni člani lahko sodelujejo v izgrajevanju mreže solidarnosti in pomoči, ki jo lahko zagotovi samo družina. Frančišek se je obrnil tudi na zdravnike, zdravstveno osebje in prostovoljce. Zaželel jim je, da bi bili referenčne točke za paciente in njihove svojce, ki se morajo v različnih situacijah spoprijemati s težkimi preizkušnjami te bolezni,